What a marvelous age we live in. Časnik Finance je pretekli teden na Osrednjeslovenskem forumu gostil aktualnega ministra za gospodarstvo Stanka Stepišnika. Na prireditvi, ta se bo v prihodnje imenovala Dnevi slovenske komedije, je minister navdušil s celo vrsto domislic. V hudi konkurenci Stepišnikovih izjav je zmagala tista, ko je o svojem strankarskem kolegu Gašparju Mišiču dejal, da je pravi pitbull terier. Laskavi naziv pitbull terier je sprožil tudi pomembno vprašanje. Znano je namreč, da se je Gašpar Mišič že pred časom hvalil, da je vlečni konj. Zdaj pa ga je, kot rečeno, Stanko Stepišnik razglasil za pitbull terierja. Zato se zastavlja vprašanje, kdo od njiju govori resnico. Ker smo zadevi skušali priti do dna, smo se najprej obrnili na Vseslovensko društvo za vzrejo konj avtohtonih pasem. A so tam zanikali, da bi bil Gašpar Mišič vpisan v njihov register. Brez uspeha je bilo tudi poizvedovanje na Kinološki zvezi Slovenije, saj so nam od tam sporočili, da zaradi varstva osebnih podatkov na naše vprašanje ne morejo odgovoriti. Z raziskavo bomo seveda nadaljevali in vas o izsledkih sproti obveščali. Zdaj pa se vrnimo k gospodarskemu ministru Stanku Stepišniku. Ta ni zgolj velik komedijant, ampak tudi izjemno sposoben minister za gospodarstvo. Na že omenjenem Osrednjeslovenskem forumu časnika Finance je Stepišnik razkril svojo filozofijo gospodarske uspešnosti. Med drugim je dejal: Če bi imeli svoj denar, bi lahko za reševanje položaja ubrali bolj mehke metode, povečali plače za 10% in bi bilo rešeno. Potem pa dodal še: Sam sicer mislim, da je evro dobra stvar, počutje ljudi pa bi bilo boljše, če bi imeli tolar. Ja, če bi imeli tolar. Še dobro, da ni rekel krajcar. Če bi torej imeli lastno valuto in svojo tiskarno, v kateri bi lahko te valute natisnili, kolikor bi si je zaželeli. Če bi torej imeli nekaj takega kot lonček kuhaj, Pa bi si vlada zaželela: lonček, kuhaj tolarčke. in bi lonček kuhal, dokler ne bi bil premajhen in bi tolarčki začeli kipeti čez rob lončka in bi se razlivali po tleh in naprej skozi vrata. In še naprej po cesti in ljudje bi jih tlačili v denarnice in v žepe in v torbe in v nahrbtnike. In bi z njimi tekli v trgovine, Na vso moč bi tekli in vsaka minuta bi štela. kajti vsako minuto bi se vse podražilo. Kovance bi kmalu začeli uporabljati za podložke. Bankovci bi dosegali vse višje in višje nominalne vrednosti, Pri najboljšem sosedu bi špecerijo plačevali z bankovci za 500 000 in za milijon. bankovec za 10 ali 20 tisočakov bi veljal za drobiž, Skratka, dragi mladi poslušalci, vse bi bilo tako, kot je nekoč že bilo. če seveda ne štejemo tega, da na črnem trgu ne bi bilo mogoče kupovati priljubljenih nemških mark, temveč le osovražene evre. Ampak kaj bi tisto? What a marvelous age we live in.